Te dni 50 let praznuje Radio Študent, ki kot vsak pravi slovenski študent še vedno živi v študentskem naselju in vleče državni denar na račun svojega statusa. Pravi študentje pa so se ta teden zabavali na Škisovi tržnici, kjer so, kot že zadnjih 15 let, tudi letos nastopili Pero Lovšin, Siddharta in Vlado Kreslin. Tako bomo letos vsaj vedeli, kam bo po koncertu izginilo 70 000 evrov. No, ko pa smo ravno pri denarju, ki ga ne bomo nikoli več videli, v Mariboru so se v obtoku pojavili ponarejeni bankovci za 50 evrov. Da gre za ponaredke, ni bilo težko ugotoviti, saj so jih ponarejevalci pobarvali preveč lokalpatriotsko. Pri ponarejanju so imeli težko nalogo, saj na Štajerskem že dolgo nihče ni videl pravega bankovca za 50 evrov in so šablono izdelali po spominu. Jonas! V zadnjem delu serije Igra prestolov so si ustvarjalci privoščili spodrsljaj, saj se je v enem od prizorov na mizi videl plastičen lonček znane ameriške verige kavarn. Nekateri gledalci so se pritožili, češ da je to zmotilo realistično dojemanje serije, čeprav jih do zdaj niso zmotili ne zombiji, ne zmaji. No, podoben spodrsljaj so si privoščili tudi v zadnjem delu serije Ekipa Bled, v kateri se je na mizi policijske postaje znašla zagrebška kremšnita. Še vedno pa ni jasno, ali bo na letošnji Evroviziji zapela tudi Madonna. Oboževalci so na trnih, z njimi pa tudi naša predstavnika Zala in Gašper. Se bi bila to dobra priložnost za njun uspeh v tujini. Videti sta namreč dovolj bleda in shujšana, da bi jo Madonna lahko posvojila. Za vas sem zvezdne steze prebrala Zala Đurić.